Živijo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Danes bom govorila o drami. Itak ste že navajeni, da govorimo o zoprnih in neprijetnih temah in to je tudi ena izmed teh tem. Kaj vse je drama, je stvar individualne presoje, osebnega mnenja. Zakaj se drame tako otepamo? Zaradi tega, ker je to nekaj, na kar mi nismo ponosni. Čisto nobeden od nas noče slišati, da dramatiziramo, da pretiravamo, da delamo dramo. To je še ena stvar, še dodatna pika na i ali pa še dodatna lopata ali pa še dodaten kup neustreznosti, ki jih že itak nosimo v sebi. Moje videe te teme poslušajo ljudje, ki se sprašujejo, kako bi lahko bil boljši, ki se sprašujejo, kaj sem jaz narobe naredil, ki imajo slab občutek, da niso dovolj dobri, ki jih je sram, ki si želijo biti drugačni, ki si želijo biti ustrezni, ki želijo biti ljubljeni, ki želijo, da bi jih imel nekdo rad in mislijo, da takšni kot so, niso vredni ljubezni. In potem pridem jaz in začnem razlagati o drami, se pravi še o eni stvari, na vse tiste neustrezne občutja, ravnanja, reagiranja, ki se jih že itak zavedajo ali pa sploh niso realne in niso resnične, ampak oni tako čutijo. In zdaj sem govorila o tretjih osebah, in zdaj bom govorila o meni, o nas, o vas. Glejte, moj cilj vsega, kar pripovedujem, je, da ljudje vzamejo tisto, kar jim paše, kar jim ustreza, za kar so v danem trenutku pripravljeni. In vse tisto, kar nalaga nove skrbi, nove težave in novo slabo počutje, tisto, da vržejo stran. In zato vržite v stran vse, kar vam ne paše, kar jaz povem. Ko bo prišel čas, če bo prišel čas, mogoče sploh tega ne rabite, boste slišali vse, kar je treba in kar je v danem trenutku pomembno. Zdaj sem spet zakomplicirala, pa imamo od začetka. Jaz bom danes govorila o drami. Ne zato, da dobimo nov slab občutek, kako neustrezni smo, ampak zaradi tega, da ugotovimo, kaj jaz lahko naredim boljše, da bo meni lažje. Kaj jaz lahko naredim, da bo meni lažje, je vprašanje, ki bi si ga mogli postaviti vsak dan. Ampak ne, gledamo na to, kaj bo drugim lažje. Ampak, a veste, pri drami gre za to, da mi ugotovimo, kaj je za nas lažje in ko mi sebe razbremenimo tudi ljudi okoli nas. Zdaj zunaj grmi, upam, da ne slišite prav preveč tega. Se pravi, kaj jaz lahko naredim, da se bom počutil boljše? Ampak mi se tega ne vprašamo. Mi se vprašamo, zakaj druga oseba dela te stvari, da se jaz počutim tako slabo? Zakaj druga oseba z nami tako ravna? Zakaj je druga oseba tako nečutna, zakaj je tako netaktna, zakaj je tako neljubeča, zakaj je tako hinavska, zakaj je tako nesramna, zakaj je tako karkoli že. Mi smo vedno usmerjeni navzven. Usmerite se vase. Kaj je v meni, da se jaz zdajle počutim slabo? Pejmo še enkrat. Se pravi, vsa občutja so v nas, vendar so v različni količini. In ta količina v nas določa, kako bomo mi ob določenem sprožilcu reagirali. Prav je, da je v nas jeza, užaljenost, bes, čisto vsi negativni občutki ali pa negativna čustva, ki jih ljudje imenujejo, negativne energije. Zato, ker te negativne energije, ta negativna občutja so kompas, so pokazalo, da v našem življenju nekaj ni čisto v redu in da moramo na nekaj biti pozorni. In zato ne gre za to, da jih mi potem
potlačimo in jih zanikamo in pravimo, v meni tega ni, ampak gre za to, da si jih mi upamo priznati, da si jih upamo začutiti, zato ker te zadeve delajo dramo. In torej, če mi zanikamo, da je v nas jeza, užaljenost, zavidljivost, ljubosumje, nečimrnost, potem, če to zanikamo, potem ne moramo tega videti, ko to občutimo. Se pravi, ta čustva se potem preoblikujejo oziroma si jih razložimo na drugačen način. In kako naj mi potem nekaj rešimo, če ne vemo vzroka? Ne moramo rešiti problema, če ne vemo, kje je vzrok problema. Kako naj jaz rešim užaljenost, če rečem, jaz nisem užaljena? Kako naj jaz rešim ljubosumje, če rečem, jaz nisem ljubosumna, ampak si ti kriv? Ti si kriv, ker se tako obnašaš. In kako mi lahko pridemo do teh občutij, kako mi lahko postavimo teren, kako mi lahko pripravimo teren, pripravimo sebe, da bomo sposobni to videti, to začutiti, si to priznati, na ta način, da imamo nekaj, s čimer mi ta neprijetna občutja razbremenimo oziroma potolažimo sebe, da nismo krivi. In super orodje za to je notranji otrok. Notranji otrok ni neka fantazija nekih zmešanih žensk. Notranji otrok je čist resna zadeva, s katerim mi potolažimo rane preteklosti oziroma energije, ki jih je preveč v naši podzavesti, nevtraliziramo oziroma odstranimo. V naši podzavesti, v našem nezavednem, ni časa in ni prostora. In tam ves čas vse vre in vse se dogaja zdaj in ves čas. To, kar se je zgodilo v preteklosti, se v našem nezavednem dogaja še vedno. Samo mi smo tako potlačili, da lahko živimo naprej. Kaj pa se potem zgodi? Potem se zgodi, da nek dogodek v odrasli dobi, se pravi zdaj, pride nek stavek, nek dogodek, nek stik z neko osebo, ki sproži nezavedni spomin na preteklost in se ta čustvena energija aktivira in pride na dan. In takrat mi reagiramo preburno in ne vemo zakaj. Ne vemo zakaj, logično, razumsko, nam je jasno, da smo reagirali preburno, čustveno tega ne znamo ustaviti in to ustavimo z notranjim otrokom. In te preburne čustvene reakcije so drama. In te preburne čustvene reakcije vplivajo na to, da mi ne moramo ustaviti naših misli, da naš pobezla, da mi mislimo, kaj nam dela druga oseba, zakaj se tako obnaša, nemočni smo. Mi bi govorili, bi jo nazjali, bi ji povedali vse, kar ji gre, bi radi to energijo dali iz sebe, vendar ne moremo. Ali se je bojimo in ni dobro za nas, ali sploh ne moremo do nje. In vse to vre v nas. Vre 2 minuti ali pa vre 2 dni. Včasih vre 2 leti, včasih vre celo 30-40 let. In to ni dobro. In veste, to je v nas. In če hočemo mi do tega priti, moramo najprej imeti nekaj, s čimer si bomo mi pomagali, ko bo to prišlo na dan. Ker nič ne pomaga, da mi to spravimo na dan, potem pa se tega ne moramo znebiti. Najprej smo se leta in leta trudili, da smo to potlačili, zdaj bomo spravili na dan in zdaj bomo spet leta in leta trudili, da bomo to potlačili. Ne gre tako. Ciljano iščemo iz dneva v dan majhne stvari in jih nevtraliziramo z notranjim otrokom. In zato moramo mi pravočasno prepoznati dramo. Drama je skupno ime za vse te neprimerne energije, čustvene energije, za vsa ta neprimerna čustva,
ki so v preveliki količini. Se pravi, vse, kar je v preveliki količini in škoduje nam ali ljudem okoli nas ali ljudem, ki jih imamo radi, je drama. In drame smo mi navajeni vsak dan. Mi smo navajeni, da se nekaj dogaja, da se zgodi krivica. Poglej, kakšen je, spet delajo narobe, spet mi nalagajo delo, otroci me ne ubogajo, mož dela kar nekaj po svoje, strahovi so v nas, demoni so, nisi dovolj dobra, nisi vredna, kriva si, potrudi se, preveč si lena. Dopolnite moje besede s tem, kar se dogaja v vas. Napište jih in potem se vprašajte, ali je to drama in to je drama, ali sem kriva, da to čutim. Ne, niste krivi. Ali želim to odpraviti, to je pa odgovor za vas, ki si ga povejte. Jaz vam lahko povem, kako to odpravite. Odpravite z notranjim otrokom. In notranji otrok ni nek ločen del neke delavnice ali neke. Notranji otrok je vsakdanjost, vsakdanji del čutenja, ko smo mi v službi, ko smo doma, ko smo s partnerjem, ko smo z otroki, ko smo s sorodniki, ko smo s prijatelji, ko gremo na izlet ali ko smo sami s sabo. Takrat, ko se mi ne počutimo dobro, takrat aktiviramo svojega notranjega otroka in ga potolažimo, peljemo na varno in mu povemo, da je ustrezno. Da je ustrezen. Kolikokrat to ponovimo, je odvisno od tega, koliko močno, kakšna količina čustvene energije je. Torej, ne bojte se drame, to je en majhen začetek in začnite počasi in začnite postopoma. Če želite, vam lahko pri tem pomagam. Če želite, lahko poiščete drugega terapeuta. Ampak, če se ne počutite dobro, potem si recite, ali se jaz želim počutiti še naprej tako slabo, se ne želim počutiti dobro, in če je odgovor, da se ne želite, potem nekaj naredite. Prvi korak je na vsak način vaš. Poglejte si na moji spletni strani, prijavite se na moj YouTube kanal, da ne boste zamudili naslednjih vsebin. Preberite knjigo Čarobni odnos, pridite na mojo Facebook skupino Čarobni odnos. Dobrodošli ste, napišite vprašanje, z veseljem vam bom odgovorila. Imejte se radi, dovolite si dramo in si povejte, ne rabim je, zato sem še vedno dovolj dobra, še vedno sem ustrezna, na varnem sem in ne rabim drame. In kmalu se spet slišimo. Čau, čau.